En lep pozdrav. Danes smo imeli, v bistvu še poteka prva redna seja Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora. Jaz sem zelo vesel, da so se odzvali tako eminentni strokovnjaki iz civilne družbe, na drugi strani tudi poklicani uradniki iz izvršne veje oblasti in pa predvsem, da je sprejela povabilo k vodenju tega sveta gospa Nika Kovač, ki je tudi z mano danes. Glavni namen Strateškega sveta je tako kot pri ostalih strateških svetih, da svetuje s svojimi pogledi na to, kako to pomembno vprašanje, to je sovražni in sovraštveni govor, nasloviti, zato da ga bomo v družbi preprečevali, tudi sankcionirali, če bo potrebno, predvsem pa zato, da bo družba na dolgi rok bolj zdrava in v resnici tudi bolj stabilna. Današnji sestanek je spoznavni, današnji sestanek je tisti, na kateri se člani predstavijo. Trenutno poteka debata ravno o tem, kaj bojo prioritete dela, o tem bo kasneje povedala predsednica sveta več. Jaz bi pa rad izkoristil to priložnost in še enkrat pozval vse, primarno politike, pa tudi vse ostale, ki delujejo v medijskem in sicer širšem civilnem prostoru, da se pri svojih nagovorih, pri svojih izvajanjih, pri svojih nastopih čim bolj zavedajo škodljivih posledic, ki jih sovražni govor prinaša celi družbi. In da se mu zato striktno izogibajo in da poskušamo v naš javni dialog res dosledno vnašati nazaj spoštljivost. Hvala lepa. Živijo tudi z moje strani. Jaz bi rekla samo to, da se mi zdi izjemno pomembno, da je bilo to neodvisno posvetovalno telo ustanovljeno, ker predvsem pripoznava in na nek način tudi daje zavezo, da je potrebno ukrepati proti sovražnemu in sovraštvenemu govoru. Pred nami je veliko dela in več bomo govorili in se fotografirali, ko bomo dejansko kaj naredili. Mogoče eno, dve vprašanji na temo, ker potem mora predsednik iti naprej. Prosim? Ne, lahko kar. Kaj se dogaja z pogajanjem z javnim sektorjem in pa vladnim zakonom o stebrih javnega plačnega sistema. Tam sindikati že pričakujejo, torej zakon ustavil se najprej na vladi, če prav razumemo, da sindikati sploh niso dobili, pa se pri tem zdaj postavlja cela logika sprejemanja tega na glavo, se pravi, da boste najprej javnofinančni okvir poskušali zagotoviti. Najprej ne gre za nobeno niti špekulacijo, še manj blef strani vladne politike. Mi smo obljubljali, da bomo to vprašanje, kako zmanjšati ali pa celo preprečiti sovražni govor v družbi, kako ga bomo naslovili, smo ga obljubljali še pred nastankom vlade. Končno smo zdaj na točki, ko smo uspeli povezati vse akterje. Vsi strateški sveti, ta je četrti, delujejo po podobnem ali skorajda enakem principu, in to je, da združuje na eni strani civilno iniciativo, civilne aktiviste ali pa stroko in na drugi strani ustrezne vladne strukture. Namen je dobiti neodvisen pogled na naše politike. Neodvisen pogled in tudi moje besede danes, tukaj notri bodite, ne samo, da je vsaka ideja dobrodošla, bodite kritični tudi do nas, ker si želimo, da ste kritični do nas v normalnem okolju, v spoštljivem dialogu in da smo mi potem tudi odgovorni, da te kritike znamo ne samo prenesti, ampak tudi na podlagi njih reagirati in izvajati ukrepe. Mislimo iskreno, ne nazadnje tudi zaradi tega, ker je lahko vsak od nas ali pa vsak od vas naslednja žrtev tega govora. Mogoče tudi celo vaši otroci. In to je glavni razlog, zakaj verjamem, da je ta tema na dolgi rok in preventiva tako strašno pomembna. Glede pogajanj vam posebno svetujem, da se obrnete na ministrico za javno upravo. Ona je včeraj dobila na vladi popolna pooblastila za pogajanja.
Nisem jih dobil jaz in zato je tudi pravilno, da ona komentira stvari in jih tudi predstavlja tako medijem, še posebej pa drugi strani, v tem primeru sindikatom oziroma delojemalcem. Tu vse načelo, kaj se dogaja, ker se nekaj zadoščeval. Na podlagi česa oziroma na podlagi kakšnega ključa ste zbrali zasedbo, ki je danes zbrana tu v dvorani, in ali, ker ste rekli, da gre za posvetovalno telo, ali si morda lahko državljani obetajo, recimo temu, da se kako sliši brezobega tigra, ker načeloma nekateri pravniki pravijo, da v bistvu je sovražni govor možno po zdajšnji zakonodaji pač sankcionirati, ampak da se pač, ne vem, nekje v sistemu zadeva zatakne. Ali bo pač tukaj ta svet, morda vprašanje za oba, pač poskušal zadevo na ta način spraviti naprej. O zatikanju bo verjetno predsednica znala več povedati. Tudi približno ne gre za brezobega tigra. Zakaj? Ker so v svetu tudi vsa relevantna ministrstva, ki so po zakonodaji dolžna ukrepati. Spravi, ne moremo se izogniti temu, da ko bo sklep sprejet, bi nekdo iz istega ministrstva, ki je sodeloval v delu sveta, zamižal na eno oko in rekel, to se me ne tiče. To je pomembna distinkcija med nekaterimi drugimi sveti, moče tudi v preteklosti, ki so bili sestavljeni izključno iz zunanje javnosti. Mi namenoma mešamo svete. Na drugi strani so nekatere neodvisne inštitucije prisotne ravno zaradi tega, da dobimo čim širši pogled. Tako da ne, jaz verjamem, da bojo sklepi, ki bojo, ali pa priporočila, pa tudi sklepi, ki bojo sprejeti, pomembno vplivali tudi na bodoče zakonodajne predloge. Tudi verjamem, da se bojo nekateri zakonodajni predlogi, ki jih bo pripravljala vlada, obravnavali na svetu in bo svet podal nanje mnenja in priporočila tudi za izboljšave. To je namen v tem trenutku. Zakaj sem tako suveren, ker ostali sveti delujejo po tem principu in v resnici na pomemben način izzivajo obstoječi uveljavljeni red delovanja, tudi vlade. Marsikateri od obstoječih svetov deluje ne samo neodvisno od vladnih struktur, ampak si upa dajati priporočila, ki jih potem na nek način tudi uveljavimo skozi politična navodila uradništvu v vladi. Z namenom vedno istim in namen je vedno isti, boljšo družbo. To je edini način, ki ga vidim, da je lahko uspešen za uvajanje sprememb v našo birokracijo oziroma naše uradništvo. Jaz sem hotela reči, da tudi brezzobi tiger je še vedno tiger in se mi zdi, da je zaveza vseh nas, ki noter sedimo, da bomo delali konkretne stvari in konkretne rezultate. Povezali smo se konkretno na temi bitke proti sovražnemu govoru in bitke za neko strpnejšo družbo in skladno s tem bomo delovali. Hvala lepa.